časopisne hiše, televizijske hiše, lahko delujejo samo kot urejene družbe strogih pravil. 10 božjih zapovedi mora biti na mizi ves čas. Ne? In to, kako rekel, ne lagati, ne ubijati, ne krasti, te najbolj preproste. Ne? Prešuštvo in to se da vzeti kot priporočila, ne? Ampak vse te 3 bi morale veljati. Ne? In tega ne narediš naenkrat. Jasno je, da je treba postaviti medije v jasne in pametne zakonske okvirje, ki hkrati novinarjem omogočajo, da je njihovo delo raziskovalcev sveta zaščiteno, ne, in hkrati, da je moč, ki je strašna, ne, še omejena, ne, da je pod kontrolo, da se ve, da imaš opravka z zelo močnim orožjem, ki lahko naredi veliko korist in veliko škodo. In hkrati je treba zelo jasno ločiti novinarsko delo od inštrumentalnega uporabljanja medijev za politične namene, ki z novinarstvom nima nobene zveze. Skratka, to, kar je treba definirati zelo jasno, je, kaj je novinarsko delo, kaj je propaganda, kaj so poslovne komunikacije, kaj so politične kampanje. Ne? In ta delitev mora biti jasna in jasno sankcionirana. Ne? Če delaš politično kampanjo, nimaš pravice se predstavljati kot novinar. Ukrajina je zanimiv primer, zato ker je bila kot država zanemarjena 25 let, od leta 2004, ko so imeli oranžno revolucijo, jih v resnici nihče ni povohal. Ne? V trenutku smo potem vsi postali eksperti. Ne? Novinarstva je bilo zelo malo iz Ukrajine, bilo je pa zelo veliko propagande in takoj se je ustvarila fronta boja med dobrim in zlim, kjer novinarji obravnavajo državo, kot da gre za akcijski film. Skratka, dobro se bori proti hudemu, dobro mora zmagati nad hudim. Ne? In skratka, ta dober bo ubil ta slabega in dobil punco. To je nekak ideja. Ne? In velja za obe strani. Skratka, ruski mediji, katastrofa. Zahodni mediji, ista katastrofa. Skratka, ni prav velike razlike v informacijski vrednosti BBC-a in Radija Komsomolskaja pravda. Sta na dveh različnih frontah, z različnim razumevanjem dejstev, z različno selekcijo dejstev. Ne? Rezultat je ta, da imaš občutek, da Ukrajina je v ognju. Ni, jaz sem bil prejšnji teden v Odesi. V Odesi sta 2 točki, kjer je politično vznemirjenje, ne? Vse ostalo pa nevtralno čaka, kaj bo in se boji in razmišlja, ali se odselimo v Avstralijo, zato bo tle državljanska vojna, ali ostanem tukaj in se bom boril, ali kaj, ali pa je vse skapnač. Skratka, zakaj? Ljudje so zelo nervozni in zbegani prav zaradi tega, ker tam novinarstvo ne opravlja svojega dela. Ne? Katastrofa. Mislim, Ukrajina je sramota za profesijo na obeh straneh fronta.